Meni se zdi knjiga eden najboljših izumov. Užitek branja je zelo demokratičen užitek. Lahko te spremlja kjerkoli, na poti, na potovanju, doma, tudi v službi, v ukradenih trenutkih, zvečer, ponoči, čez dan. Lahko je kratek 5-minutni užitek, lahko si ga raztegnemo na cel dan, če nam le čas, okoliščine to dopuščajo. Če bi se morala odločiti za eno madžarsko knjigo, knjigo madžarskih avtorjev, ki me je najbolj zaznamovala, ganila, pretresla, bi bila to gotovo knjiga Sándorja Máraja, knjiga Zeli za dušo in telo. To je knjiga, ki jo je ta madžarski veliki pisatelj napisal sredi največje vojne vihre leta 1943. V njej se je pa poklonil Seneki, Epikuru, Marcu Aureliju. Gre za nabor modrosti, razmislekov, ne vsakdanjih, a tako vsakdanjih. Karkoli upovedovati bi bilo delanje krivice tej knjigi in vsemu temu, kaj nam sporoča, zato mislim, da je to taka res vsak dan ena zel, ki si jo lahko preberemo pred spanjem, zjutraj in nam nudi obilo snovi za razmislek. Zgodba, kako smo se odločili za prevod te knjige, je posebna. Je zgodba o prijateljstvu. Moja prijateljica Nataša iz Prekmurja mi je nekega dne poslala kratko SMS sporočilo s sliko naslovke. To bi morali brati v slovenščini. Bila je naslovnica hrvaške izdaje. Založniki dobimo pogosto kakšna taka sporočila, ampak za Natašo vem, da je zelo dobra in izbrana bralka. Peljala sem se v Čakovec, ko sem bila v Prekmurju, v Čakovec knjigarno in kupila to knjigo in že na poti domov, ki se je vila tam med Međimurskimi grički proti Prekmurju, sem rekla, to moramo prevesti v slovenščino. S pomočjo in podporo Madžarskega kulturnega inštituta nam je to uspelo. Na vsako knjigo zmeraj znova smo ponosni, da izide. Časi niso samoumevni, niso zelo naklonjeni izdajanju novih knjig, ampak zmeraj založništvo je zmeraj združeno s poslanstvom. Ponosna sem, da smo uspeli v slovenščino prevesti ta Márajev Dragulj. Ponosna sem na številne knjige slovenskih avtorjev, od Mimi Podkrižnik-Tukarič do Luke Novaka, na njegovo polje gastronomije. Vsaka nova knjiga, ki izide na tako majhnem trgu, kot je slovenski, je za založnike nova zmaga. Če uporabim besede pisatelja Dušana Šarotarja, so knjige priskrbele obliž naravne družbe, knjige in umetnost v najtežjih trenutkih civilizacije. Ne samo zdaj, tudi v preteklosti. Spominjamo se knjig Viktorja Frankla, ki je opisoval izkušnje s taborišča in o tem, kako so v najtežjih trenutkih ljudje poslušali violinsko glasbo. Želeli so si umetnosti in kulture.